Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Mi smo z zaključnim srečanjem z gospodarstveniki tudi zaključili današnji obisk v Goriški statistični regiji. Zelo zadovoljni. Predvsem v uvodu je bilo predstavljeno sam projekt Evropske prestolnice kulture, pozitivni učinki na gospodarstvo, na turizem, na kulturo, na čezmejno sodelovanje, pohvale tudi z Evropske komisije o tem projektu, ki se zaključuje. Veseli smo bili novice, ki je bila sicer znana že včeraj, ampak je direktorica Primorskega tehnološkega parka povedala, da so projekt Popri dobili prestižno evropsko nagrado Evropske komisije za spodbujanje podjetništva med mladimi in sestanek župani, ki je potekal skupaj z nekaterimi ministri in predsednikom vlade, smo se tudi dogovorili za nekatere operativne korake v naprej. Ta vlada je v zadnjih letih veliko investirala na različna področja, predvsem pa smo bili zelo veseli spodbudnih besed vseh strani, da so vsi ukrepi, ki so šli bodisi pri razvoju cestne infrastrukture, sanaciji vodne infrastrukture, spodbujanju investicij v šolstvo, v pravi smeri, tako da ta obisk ocenjujem kot zelo pozitiven in nas navdaja z navdihom tudi, da bomo s takim tempom nadaljevali tudi naprej. Hvala lepa in še ministrica za kulturo, ki bo predstavila največji kulturni projekt. Ja, pozdravljeni. Res me veseli, da smo danes s celo vlado obiskali Goriško regijo in pa Novo Gorico. Evropska prestolnica kulture je nacionalni projekt, to smo si zadali že v začetku mandata o podpisu pogodbe in v skladu s tem delovali vse do letošnjega leta, ko se je začel tudi izvajati. Namreč Evropska prestolnica kulture ni stvar enega leta, ampak je leta priprav in, kar je najpomembnejše, tudi to, kar ostane. Rezultati so več kot spodbudni, ne le povečan obisk turistov, obiskovalcev, strokovne javnosti, odmevi po celotni Evropi, povezovanje dveh držav, dveh mest in nadgradnja vseh teh vezi iz obeh strani meje, nekaterih novih, nekaterih malce že pozabljeni, tudi v smislu politike, sodelovanja, podjetij in tako naprej. Namreč tukaj gre tudi za unikaten projekt, za nekaj, kar se je zgodilo prvič v 40-letni zgodovini Evropskih prestolnic kulture, torej, da sodelujeta dve državi, dve mesti. Danes, v času razdorov, razkolov, vojn, celo nažalost genocida, je ta sporočilo borderless, brezmejnosti, toliko bolj pomembno in zato mislim, da je bilo tudi tako zelo dobro slišano in je odmevato resnično po celi Evropi. In sama lahko rečem, da ko smo pregledovali rezultate, vso vlaganje, ki je bilo res intenzivno, ne zgolj samo iz Ministrstva za kulturo, program in kulturne infrastrukturni projekti, ampak celota od Epika, železniške postaje, cest, gospodarstva, športa je bilo izjemno veliko. In to je vse tudi, kar bo ostalo, ne le v spominih in v srcih, ampak tudi dejansko v življenju Novogoričanov, celotne regije in pa Slovenije. Pomembno, kar se bo pa še tukaj nadaljevalo, pa je povezano seveda točno s tem, kako bo kultura kot tisti vezivno tkivo družbe prepletla naprej. In danes smo se pogovarjali z gospodarstveniki tudi o tem, kako prav recimo start-upi, kako je kultura prepredena tudi z največjimi delodajalci, tukaj HIT in tako naprej. Torej nekaj, kar se že dela, ampak Evropska prestolnica kulture je to dvignala. In tukaj moram reči, da smo na vladi lahko ponosni in zadovoljni s tem projektom. In zato smo tudi danes naredili ta še en korak v nadaljevanju. Namreč tukaj je Nova Gorica tudi mesto sodobnega plesa, imamo izjemne plesalce, to se je videlo tudi v programu.
In prav v Epiku bo zaživel novi plesni center skupaj z občino Celje, Nova Gorica in pa vlado bomo ustanovili javni zavod za sodobni ples. To seveda vse pripomore celotni družbi, gospodarstvu in pa seveda jasno družabnemu in pa družbenemu življenju. Tako da še enkrat traja trenutno še en mesec, Evropska prestolnica kulture, vabljeni vsi v Novo Gorico, ampak mnogo bo ostalo tudi v naslednjem letu in se veselim tukaj nadaljnih obiskov vlade, tujih obiskovalcev in pa seveda udejstvovanja lokalnega prebivalstva. Hvala lepa.